Jakne, škornji, športna oprema, dežniki, knjige in včasih še kak prigrizek. Šolske omarice osmarjev vsak dan zbirajo različne zadevščine. Recimo smo imeli model celice enkrat narediti in smo jo pač puščali v omarici, zato da je nismo skozi nosili domov. Knjigo za zgodovino sem pustila pač v omarici, ki je bila pretežka. Včasih tudi kam denar skrijem, če si nameravamo v bližnji prihodnosti kaj kupiti. Z vstopom v 7. razred učenci za naslednja 3 leta dobijo svojo omarico s ključavnico. S 5 evri varščine zagotovijo, da bodo s ključem in omaricami pazljivo ravnali. To se kdaj tudi zalomi. Nič hudega, pomoč v stiski lahko poiščejo pri prijatelju. Vprašam eno od mojih sošolk, če lahko pustim v njeni omarici stvari in pač jo vprašam, če ima isto uro, ne? Prosim za novo kopijo, sem to pa tudi stane. Potem v zameno za uslugo lahko ponudijo tudi čiščenje. To moramo sami skrbeti večinoma, se pa na koncu šolskega leta pač pustimo omarice odprte, ne, in jih čistilka očisti. S čistočo se učenci sicer strinjajo, vendar sumljivo vihajo nosove, ko gre za prepoved okraševanja. Okraševanje je sicer prepovedano, čeprav se vsi tega glih ne držijo. Načeloma lahko sicer kaj noter nalepaš, ampak moraš potem na koncu šolskega leta tudi odstraniti. Meni bi bilo bolj, če bi vsaj dovolili, da bi pisali po omaricah, ker bi bilo pač meni osebno lepše, ne. Popisane ali polepljene, umazane ali čiste. Stalnih prenočevalcev, šolskih copatov to prav nič ne zanima. Raje se ukvarjajo z barvitimi zgodbami na šolskih hodnikih in v klopeh.